Dober dan in dobrodošli. Da kreativnost ne pozna meja, dokazuje avtor tokratne razstave na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Bogdan Soban iz Vrtojbe. Zanimive podobe izvablja iz računalnika. Tudi sicer se je v svoji poklicni karieri zelo veliko ukvarjal z informatiko in računalništvom. To ga je spodbudilo, da je začel razmišljati o zmožnostih računalnika kot možnem pristopu k likovni umetnosti. Ta pristop v svetu sliši na ime Generative Art. Več o tem bomo seveda spregovorili v nadaljevanju. K besedi pa vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, gospoda Petra Stavanjo. Prosim. Naša osnovna dejavnost je sicer nacionalna obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vendar zadnje čase pa postajamo tudi neke vrste kulturna ustanova. Seveda stave, ki jih predstavljajo razni umetniki pri nas, vedno popestrijo naš monotoni pisarniški ritem delovnega dne in prav zanimivo je iti skozi naše hodnike, skozi to našo avlo, takrat, kada so tukaj te zanimive razstave. Posebej vesel pa sem danes tudi zato, ker predstavlja svoje delo ustvarjalec, ki je po osnovni izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, ki je s svojim dodatnim tehničnim znanjem računalništva in informatike povezal tudi umetnost in začel ustvarjati na likovnem področju. Jaz sem današnjemu gospodu Sobanu hvaležen še za eno stvar. Povedano mi je bilo, da bo nam tudi v živo pokazal, kako take slike nastajajo, kako se te računalnike lahko koristi tudi za generativno umetnost. Upam samo, da se bomo tudi mi pri tem kakšno stvar naučili, da bomo drugače začeli gledati na to naše vsakdanje delo in bo vse te njegove slike, ki bomo tukaj spremljali, ki nas bojo spremljale pri vhodu in odhodu naslednje dni, popestrile tudi na način, na katero se nam ta umetnost na poseben način poskuša približati. Najlepša hvala, gospod Soban. Dober dan vsem skupaj. Moram izraziti veliko hvaležnost in zadovoljstvo, da je do te razstave prišlo, da je ta posluh pri vas prisoten, kajti mislim, da to le nekako, kljub vsemu, da je javnost dosti drugačna, se lahko tudi lepo zlije s temle področjem. Torej, jaz bi želel vam, mogoče v 15-20 minutah, da vas ne utrujem preveč, predstaviti v živo, kako te slike nastajajo. Mislim, da so vaši sodelavci, pa tudi vi, gospod sekretar, že dosti povedal, kako pač te stvari nastajajo, tako da tega ne bi ponavljal. Mislim, povedal bi samo to. Torej, vsi programi so moje avtorsko delo, vse programe razvijam sam, s tem se ukvarjam približno že preko 25 let, ob službi kot hobi, danes mi je to ena takih zanimivih, mislim, dejavnosti. Torej, da še tole tehnično plat povem, programiram v Visual Basicu, ko nastane slika in ko sliko izberem, ko je meni slika všeč, kajti računalnik ponuja neskončno slik. Jaz potem izberem, jaz sem selektor in to sliko se potem lahko sprinta na papir, platno ali bilo kakšenkoli drugi material v poljubni velikosti, se da na podokvir in lahko, mislim, nastane to neke vrste, bom rekel, likovno delo. S tem jaz vam bom predstavil 4 programe, ki so nekako pač, ki sem jih izbral za ta primer. Torej, ko jaz programiram, programu ali dopuščam 100% svobodo, to so najbolj zanimive zadeve, lahko pa tudi dopuščam sebi, da vplivam na njega. To so, mislim, različni nivoji potem, ki povzrokujejo tudi rezultate.